Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Nov par na slovenski politični sceni. Številni so se spraševali, kdo naj bi Aleksandro Pivec od Šarca odpeljal k Janši. Po naših zanesljivih informacijah je to baje prvi sveder SDS in dežurni parlamentarni zapeljivec Franc Breznik. Menda jo je zapeljal s temle komadom. Potegnem črto, zgoraj bo nebo. Čez rob mi skoraj zbežijo oblaki, kot kakšni plaki, raztopeni vojaki. Pod njimi je morje in valovi hitijo, kot da oblakov sence lovijo. Potegnem črto, tako naokoli. Narisal bom sonce. Čestitkam domnevnima svežima zaljubljencema se poleg Janše in Orbana seveda pridružujemo tudi mi. Vi pa gledate 97. oddajo 3. sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali: korona polomija je enako pandemija. Kako se Šarec in ekipa v odhodu spopadajo s smrtonosnim virusom ter zakaj ga pri nas v glavnem širijo zdravstveni delavci. Premier v odhodu je končno moral nehati pokati vice na televiziji in zaradi števila obolelih, ki strmo narašča, sklicati svet za nacionalno varnost. Kaj se bo v prihodnje dogajalo z virusom v Sloveniji, nam bosta povedala magistrica Marjeta Kuhar in dr. Blaž Mrevlje. Toplo pozdravljena. Pozdrav. Marjeta, Blaž, vidva oba delata v zdravstvu, pa bi vaju najprej vprašal, Marjeta, zdaj ta koronavirus, to ni nekaj novega, ne? Ne, koronavirus je star več kot jaz, ne? Ampak oblike, ta zdajšnji koronavirus je v bistvu sev, ki ga še proučujejo in nimajo še vseh natančnih podatkov, kako se ta virus obnaša. Naj bi bil podoben SARS-ovemu, saj tudi ta ime, a ne? Tako da prihaja iz Kitajske in se širi nenadzorovano. To vidimo zdaj po spremljanju od 25. januarja, ko so imeli na Kitajskem novo leto. Vidimo, kako ta v bistvu epidemija narašča oziroma se veča število obolelih. Blaž, zdaj nas seveda najbolj skrbi, poleg jasno stanja v Sloveniji, stanje v sosednji Italiji, kjer izgleda, da so jim stvari ušle iz rok. Kaj se tam pravzaprav dogaja zdaj? Jaz mislim, da popolnoma nič nepredvidljivega. Gre za to, da je v vseh državah, kot smo lahko videli že tudi na Kitajskem, kot prvi državi, je koronavirus vse presenetil. Gre za to, da ima določeno inkubacijsko dobo in v tej inkubacijski dobi se tudi pri asimptomatskih mirno širi naokrog. In Kitajci so zamudili par dni, mi Italijani verjetno 2 meseca, mi pa zgubljamo zdaj še dodatne dneve in tedne, ker pač oblast ni odreagirala že 3 tedne nazaj ob izbruhu v Italiji, tako kot bi morala. Kaj bi po tvoje oblast morala narediti pred 3 tedni, ko je bilo jasno, da je situacija v Italiji ušla izpod nadzora? Takoj bi mogli sklicati svet za nacionalno varnost, to pomeni, kar so naredili zdaj po 3 tednih in po vseh pritiskih javnosti in tudi nekaterih, ki tukaj sedimo danes na Twitterju. To je pač koordinacijska ekipa, ki bi mogla zelo ažurno zbirati podatke, gledati, kaj se dogaja po svetu, predvsem v soseščini, in aktivirati vse mehanizme, ki ima država predvidene za take stvari in so tudi seveda v zakonu o preprečevanju
epidemij oziroma kako ukrepati v primeru pandemije. Kaj praktično bi mogli sprožiti že 3 tedne nazaj in kako razmišljaš, vidimo v zadnjih pravzaprav 3-4 dneh, ko so začeli z odpovedmi recimo masovnih dogodkov, kot so športne prireditve, koncerti, ki razmišljajo zdaj o torej zapiranju šol in vrtcev, kar je pa zelo pomembno, ne? To smo pa bistveno zgrešili, je pa to, da bi mogli oni že 2 meseca nazaj ali pa mesec pa pol začeti na trgu kupovati zaščitno opremo, testno opremo in tako naprej. V tem so nas prehiteli veliki in pametnejši in so to pokupili, tako da danes recimo konkretno imamo podtestirano populacijo, to pomeni, da imamo premalo testov in to je tudi razlog, kot ga je tudi potrdil profesor Petrovec iz Mikrobiološkega inštituta, dokler je po mojem mnenju še lahko govoril resnico, to je bilo zjutraj na Dobro jutro, je lepo povedal, mi jih pač nimamo dovolj potrjenih, zato ker jih ne testiramo dovolj. Marita, zakaj po tvoje recimo smo mi čakali? Kaj je bil poglavitni razlog, da teh, vsaj iz Italije, ki je v neposredni naši soseščini, tudi govorimo o severu Italije, po krajinah, ki tako rekoč mejijo na Slovenijo, kjer poteka dnevna migracija, fluktuacija ljudi iz ene na drugo stran meje, da smo se do tega tako, bi rekel, benevolentno do danes praktično obnašali? Ja, zdaj jaz bi ta glavna odgovornost bi naložila Ministrstvu za zdravje, ki je podcenjevalo problem v bistvu nastanka okužb. Slišali smo, umivajte si roke, še tukaj nismo bili dosti egzaktni, ali z milom ali brez, ali nosimo maske ali ne nosimo maske. Dejansko so iz dneva, niso dali jasna, resna, nedvoumna javna sporočila prebivalstvu, da je zadeva izjemno resna. Bili smo deležni v bistvu vsi, ki smo opozarjali, dajte se na ministrstvo dogovoriti, dajte sprejeti ustrezne akte, dajte sklicati Svet za nacionalno varnost, ker to pomeni, da ko se skliče Svet za nacionalno varnost, se porazdelijo naloge, se aktivira civilna zaščita, se omogoči tudi zakonska podlaga, da izvajalci, torej vsi koncesionarji in vsi ostali, ki izvaja zdravstvena dejavnost, dobijo ustrezno opremo pravočasno, torej da je oprema že pripravljena, da so lahko nameščene tudi v bistvu kontejnerji in te stvari, ki jih zdaj vidimo, da se sicer dogajajo, ampak vse z zamikom. Rada bi opozorila 22. februar, ko so v Italiji imeli prvi primer, takrat so bili vsi predsedniki vlad v Evropski uniji, kjer so se pogovarjali o proračunu, prišel je predsednik vlade Italije domov iz letališča direktno na tiskovno konferenco, kjer je bil prvi okuženi in je svoje prebivalce začel, in to je bila ura, je bila 23:00 in so začeli tiskovno konferenco, ki je trajala, mislim, da več kot 2 ure, in so začeli z ukrepi, vključno z tako vojsko, tako vsemi temi, ki v teh situacijah sodelujejo. To niti ne rabimo mi pravzaprav vedeti, ne? To se lahko dogaja izven oči javnosti, kar bi tudi moralo biti. Ne? Ampak kljub vsemu temu, Blaž, kar je zdaj Marjeta naštela, vidimo, situacija v Italiji je se slabša praktično iz ure v uro. Čez noč je tako rekoč preminulo čez 130 ljudi na novo. Zdaj, ko mi to oddajo danes izjemoma snemamo, v tem času, ko tole snemamo, je pri nas potrjenih 24 okužb z virusom. Kaj se bo po tvoje zdaj dogajalo naprej? A bo to število raslo, bo eksponentno raslo, se bo zajezilo? Ja, zdaj je v bistvu tako, epidemiologija je relativno matematična veda. Mislim, tam, ko imaš enkrat znanih par iz tehle spremenljivk osnovnih, se da dosti do dneva natančno predvideti, kaj se bo dogajalo. In to se tudi, glede na to, kaj smo napovedovali 3 tedne nazaj, se zdaj pravzaprav do natančnosti enega dneva dogaja. Zdaj, normalno je, da bo v razmerah, v katerih še zmeraj mi malo afne guncamo, eksponentno to eksplodiralo tudi v Sloveniji. To jaz pričakujem, upam, da se ne bo zgodilo, ampak mislim, da ni nobenega razloga, da se ne bi tudi pri nas.
Je pa seveda vprašanje, kakšno bo realno stanje in kakšni bodo uradni podatki. Uradni podatki vidimo, da se naši odgovorni torej obnašajo izjemno konzervativno, se mi zdi, tako kot v stilu vseh totalitarnih režimov, kjer se javnost na katastrofo pripravlja zelo stopensko in zelo v rokavicah. Samo resnica slej, ko prej pride in temu se ne bo dal noben izogniti. Verjetno zavlačujejo, da se bo s tem mogla ukvarjati naslednja vlada, sami pa bodo pač, tako kot je v skladu z splošno prakso v Sloveniji, spokali kovčke in noben ne bo za nič odgovarjal. Ampak jaz mislim, da v tem primeru, če se bojo naše napovedi izkazale za pravilne, bo to spadalo v kategorijo kazenske odgovornosti zaradi opustitve dolžnega ravnanja v pravem času. Ampak, glejte, naj pokaže čas, bomo videli. Jaz imam informacije iz terena, da je veliko ljudi, ki nekatere samo skrbi, drugi pa imajo recimo že tudi znake, kot je povišana telesna temperatura, bi se želeli testirati, pa ne pridejo do testa zaradi tega, ker jim, tako se zdi, obstaja neka zanka, ena finta, kjer osebni zdravnik reče, da mora to najprej epidemiolog dovoliti in potem se te ljudje obračajo na nas, kaj narediti. Jaz mislim, da je v ozadju preprosto razlog to, da mi preprosto nimamo dovolj testov za splošno testiranje, mogoče jih imamo celo premalo za bolnišnice. Marjeta, koliko ljudi smo mi do zdaj testirali? Če se ne motim, nekaj čez 900, ne? Mogoče A je to dosti visoka številka, prenizka številka? To je težko reči, ne? Ampak ker ne imamo podatka, koliko ljudi se želi testirati. Ne? Sej tega nihče ne zbira. Mi imamo zdaj podatek samo, koliko se jih je, ne pa koliko jih čaka na testiranje ali pa nekaj podobnega. Ne? Oziroma tudi tukaj imamo druge še probleme, kot so bolniška. Mi imamo zdaj zakonski problem zaradi karantene. Če ti nimaš potrjenega virusa, če nimaš v bistvu sploh ne moreš biti na bolniški. Samo izolacija pomeni, da vzameš lasten dopust, ne? Ker pač nismo aktivirali ukrepov. Minister ima po zakonu o nalezljivih boleznih možnost, tudi če ni epidemija ali pandemija, na podlagi usmeritev Svetovne zdravstvene organizacije, ki je že pred 2 tednoma opozorila vse politike in vse države, da naj ustrezno, strogo, resno vzamejo problem in naj vse naredijo, kar je v njihovih močeh. Mi smo zelo opozarjali, kaj bi moralo biti v njihovih močeh, pa se niso pripravili, ne? Kar je tudi danes pokazala tiskovna konferenca na neki način. Ne? No, mi si bomo zdaj vzeli krajši premor, ampak ne nam ujeti gledalke, gledalci, ker vsaj kar se nas treh tiče, se bomo tudi po oglasih z vso resnostjo naprej pogovarjali o koronavirusu v Sloveniji. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Marjeta Kuhar in Blaž Mrevlje, pogovarjamo pa se o koronavirusu v Sloveniji. Blaž, kdo zdaj širi okužbo po Sloveniji? Kdo širi koronavirus? Samo ti pacienti, za katere vemo in tisti, ki so bili z njimi v stiku, ali je možno, da so še drugi pač okuženi v Sloveniji, ki ta hip razširjajo virus naokrog? Ne, zagotovo mislim, ne moramo zdaj vedeti, razen teh, ki imajo potrjeno okužbo, ne moramo seveda vedeti, kdo ga širi in to je tudi največji problem in zaradi tega je tudi nastal v vseh državah, začenši na Kitajskem in Južna Koreja, skratka tam, kjer so žarišča, pri nas najbližje Italija, so se vse stvari začele dogajati z nekaj dnevnim ali nekaj tedenskim zamikom, odvisno tudi od agilnosti pač oblasti v državi. Na Kitajskem smo videli, da so odreagirali po nekaj dneh, v Italiji po 2 tednih verjetno, zares pri nas pa še vedno spimo. Zdaj je pa seveda v tej skupini ljudi, ki širijo, znanih ali neznanih, obstaja ena posebna kategorija, ne? To so pa recimo zdravstveni delavci in nažalost tudi zdravniki, ki pač hodijo smučati v Italijo v času največjega izbruha pri najbližjih sosedih, kar je pa pač seveda svojevrstna norost. Ja, govoriš o tem primeru iz Metlike, ne? Se to je bilo moje naslednje vprašanje za vaju. V bistvu
če ne bi bilo tega primera, bi verjetno ta hip v Sloveniji imeli bistveno manj primerov okuženih. Ne? Vemo, ta dotični zdravnik je bil potem v stiku z sozaposlenimi v zdravstvenem domu Metlika, v domu upokojencev Metlika. Od danes smo slišali ministra Šabedra, da so posebni ukrepi tudi za bolnico Novo mesto. No, ravno zdaj, v času naše oddaje, pa je priletela tudi novica, da bi naj tudi na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana imeli prvi primer pač tam zaposlene, ki je okužena. To pa je že kar alarma, ne? Blaž, koliko je zaposlenih na UKC Ljubljana? No, UKC Ljubljana ima zaposlenih cirka 8.000, kolikor jaz vem, ljudi, od tega je mislim, da 7.000, no, verjetno je bolj pravilna številka 7.000, od tega je, mislim, da 5.000 medicinskih sester, 1.000 zdravnikov, 1.000 pa je nemedicinskega pač osebja podpornega, kakorkoli, da pač bolnica deluje. Zdaj ti ne moreš preprečiti tem ljudem, da živijo. Problem zaposlenih pa je seveda ta, da so prva obrambna linija, ki prihajajo v stik z bolniki, zato recimo smo tudi že na začetku začeli opozarjati, da so zelo pomembne, so vstopne točke, recimo ravno v tistem času, kako bizarno so recimo iz UKC Ljubljana tvitali o neki novi knjižni policiji, kjer so nastavili knjige, da bojo ljudje na urgenci lahko brali. In takrat sem jaz mislim, da tudi tvitnil, da je to pa res idealen medij v času razvijajoče se epidemije. Ja, sploh če listaš strani tako, da si usliniš prst. Da si lepo, ja, in potem podaš sosedu in tako naprej. Skratka, zdaj preprečiti vstopa ljudem v bolnišnico ne moreš, lahko bi pa v pravem času organizirali vstopne točke, ne da samo napihnili neke rumene šotore, ampak se postavi pač profesionalne kontejnerje, ampak zato moraš biti pripravljen mesec pa pol prej in potem, ko je situacija, pač te stvari nastaviš. Kaj zdaj naprej? Ne? Zdaj recimo Urška Bačovnik Janša, soproga novega predsednika vlade, je že pred dnevi tvitnila, da bi bilo treba zapreti šole. Ne? Danes se tudi Janši postavili to vprašanje na tiskovni konferenci. Kot vemo, se zaenkrat Svet za nacionalno varnost za ta ukrep ni odločil. Kot glavni razlog so navedli, da če bi zaprli šole, bi otroci potem šli k dedkom in babicam oziroma ne bi imeli iti kam. Vemo pa, da starejši so glavna pač rizična skupina v zvezi s koronavirusom. Kaj vi pravite na vse to? Zdaj, jaz bi se tukaj najprej navezala na izredne razmere. Ne glede na to, da se danes za to niste odločili, bom spet se vrnila nazaj na 2 tedna, ko smo opozarjali. Namreč po uredbi o kriznem upravljanju vlade imamo možnost določiti center in ta center bi lahko v 14 dneh preigral možnosti bodoče epidemije oziroma teh znanih podatkov, kot jih objavljajo The Lancet, Joint Medical Journal in tako naprej. Vse te analize, statistike obstajajo iz Kitajske, iz vse posod. In bi lahko vse preigrali in tudi v bistvu določili strateške točke oziroma tiste območja, kjer se bo to morali izvesti in kako se bo izvedel. In tega nismo storili. Seveda ne morajo danes čez noč zapreti vrtcev in šolov. Ampak to bo verjetno imelo za posledice razširjanja virusa čisto tako, kot smo pa spet predvideli. Pa bo še Blaž verjeten. Jaz mislim, da napačna ne pri nas, recimo zadnje dni ves čas predvsem predsednik v odstopu Šarec ponavlja, da moramo imeti sorazmernostne ukrepe. Kaj to pomeni? Ja, pač to so ukrepi, ki so recimo danes imamo tako situacijo, ukrepamo tako, jutri, ko bo pač slabša, bomo ukrepali tako. Problem sorazmernostnih ukrepov je ta, da v okviru točno tega virusa, točno te epidemije, ki vidimo, da ima dolgo inkubacijsko dobo, da se zelo hitro širi, so razmere danes že zatečeno stanje izpred 2 ali pa 3 tednov. Se pravi, mi bi mogli 3 tedne nazaj povzeti takoj prekomerne ukrepe in bi danes imeli recimo situacijo bistveno bolj pod nadzorom. Zdaj, če gremo pa nazaj do vrtcev in šol, moje mnenje je tako, da če bi mi pred 3 tedni odpovedali vse masovne dogodke in takrat tudi v sklopu tega za 3 mesece ali pa 1 mesec, se tukaj ne govorimo, da je treba zdaj to zapreti za pol leta, ampak za to kritično slovensko situacijo, glede na podatke iz Italije, glede na bližino, glede poznavajoč inkubacijsko dobo, smo lahko predvideli, da moramo nekje do konca marca, je to idealen čas za prvi val
širjenja okužbe, ko je treba narediti vse te rigorozne ukrepe. Se pravi, odpovemo, ne vem, maše, odpovemo koncerte, torej tale športne prireditve, oziroma naj tečejo, ampak brez gledalcev. To pomeni pa tudi zapremo šole in vrtce. Če bi to naredili takrat, bi danes ti otroci ne bili kužni, tisti, ki so, ne, pač, in ne bi bil problem, da jih zapiramo danes in otroci ostajajo potem pri babicah in dedkih, ki so najbolj ranljiva populacija. Danes moramo pač, danes vlečemo v bistvu rešitve in zbiramo najboljšo med slabimi, no, tako nekako. Jaz bi še to rekla, ne, Ja. meni se zdi to pravilen ukrep, a ne, da ne bi mislili, da ne, ampak dajmo se malo zamisliti, ne, Formula 1 bo v Bahrajnu potekala brez gledalcev. Tam v Formuli 1 se vrti samo vse okrog milijard. Danes je bil, ne? Danes ja. je bil predsednik vlade odstopil Šarec prisiljen reči, da tudi v Vitrancu pa v Planici ne bo gledalcev, ne? Se pravi, da bodo ti dve glavni masovni športni prireditvi, ki se imata zgoditi pri nas v naslednjih dneh, da boste potekali brez gledalcev. Ampak eden izmed glavnih ukrepov, ki so jih danes navedli, ne, da se bo v parih dnevih, citiram, začel izvajati na naši zahodni meji, je tudi kontrola na meji z Italijo, Blaž, in merjenje telesne temperature. Kaj ti praviš na to? Mislim, to sem slišal tudi, da bojo zdaj na Brniku merili. Ja, in na letališču, ja, imaš prav, ja. tudi. Ja. Potnikom, ki bojo vstopali v Slovenijo. Ne? Mislim, lahko to delaš, ne? Ampak to je 3 tedne po tem, ne? To je po dežju, ne? Je to pač bolj kot ne teater, zato da pač prebivalcem pokažeš, da se nekaj dogaja. Vemo, da se širi virus tudi, ko so ljudje asimptomatski, to pomeni, ko nimajo pač kliničnih znakov, od katerih je pač seveda eden prvih in glavnih povišena temperatura. Se pravi, s tem ne bomo detektirali tistih, ki so že okuženi, pa širijo, a ne, nimajo temperature. Drugo moramo vedeti, da te merilci so zelo odvisni, zelo različni in imajo pač to napako, ne, območje napake tudi lahko 1-2 stopinji. Tako da pač tukaj spet. Ja, to niso te klasični živim srebrom, ne, ko ga daš pod pazduho za 10 minut. Ne? Ja, iz logičnih razlogov, ne, ampak imajo pa pač to napako in lahko spet veliko ljudi zgrešiš. Mislim, da, ja, no pa še to je, ne, vemo, ljudje sami povedo, ne, da tisti, ki pač morajo potovati in ne morejo zdaj, ker ostati doma samoizolirani, jemljajo tudi zdravila za zniževanje temperature, tudi če jo imajo in se slabo počutijo, zato da bi se ravno izognili tem kontrolnim točkam. Tako da, kaj se recimo zgodi? Jaz priletim na Brnik nekje iz tujine, ne, in imam 38 vročine, tako mi zmerijo. Kaj se zdaj zgodi? Jaz mislim, da imajo, ne vem, no, upam, da so v tem primeru seveda tudi naredili next step, ne, da so pač, verjetno imajo na Brniku v tem primeru neko pisarno, verjetno mislim, da ima vsako letališče tudi tako že neko ambulanto, ne, mogoče je to potem neka izolirnica, kjer upam, da imajo potem tudi, ne vem, možnost odvzem nekega testa. Zdaj ne vem, kje te ljudje čakajo, še posebej pa ne vem, če jih je to 50, ne? Čakaj, Andraž, to bojo zdaj šele sestavili, še nimajo. Ja, rekli so, da bojo v parih dneh, ne, na direktno vprašanje, kako bo potekalo, to so rekli, da bo stroka zdaj to povedala. Ne. Ja. Se pravi, spet zgubljamo dodaten čas, ampak tako, kot si rekel, Blaž, če pride 50 ljudi z vročino 38, se jih nimajo kam dati na Brniku. Ne. Pa tudi, kaj to pomeni, če imaš 38 vročino? To pomeni, da si kužen, se ne veš, ne? Lahko nisi, lahko imaš vročino iz drugih razlogov. Lahko imaš vročino iz naslova neke druge okužbe, ampak v vsakem primeru v tej situaciji, če imaš ti objektiven podatek, mislim, če si se že odločil testirati in imaš objektiven podatek, da nekdo ima temperaturo 38, se moraš obnašati, kot da ima sum na okužbo s tem SARS-koronavirusom 2 in to potegne za sabo pač testiranje, izolacijo do izvida. Ja. Vemo pa tudi to, da te ljudje, tudi prvi test je lahko negativen, še vedno ne pomeni, da niso okuženi. Skratka, zdaj imaš tukaj veliko dilemo. Sej, v bistvu na nek način se naša oblast temu izogiba, zato tudi ne testirajo, da nimajo objektivnega podatka, zato da ne potegne potem to za sabo vseh vprašanj in logističnih posledic. Ampak eno recimo letališče, kaj pa na meji z Italijo, kjer je več mejnih prehodov in tudi fluktuacija večja, kako bojo pa tam zdaj merili jim temperaturo in potem kaj?
To je pač, zato pa pravim, to je populistična izjava za javnost. Najlažje je vzeti ta pač infrardeč termometer, se pravi neke vrste tisto pištolco, ki ti Fajn tudi zgleda, ne, nameriti na čelo. Fajn zgleda, nekaj se dogaja, ne, ampak tiste vsebinske posledice pa pač ni, ne. Ja. Psihološko bo verjetno malo. Kaj pa recimo, dosti ljudi se obrača na nas, so v skrbeh zaradi sadja pa zelenjave, konkretno recimo solate iz Italije, ne, ki je polno po naših nakupovalnih centrih. A je možno, da se bi tudi s tem prenašala okužba? Zdaj, če mene vprašaš, jaz nisem strokovnjak za solato, verjetno bi bil to pravzaprav edini resen odgovor, ki bi ga pričakovali od bivšega direktorja hortikulturnega podjetja, zdajšnjega ministra za zdravje. Jaz sem vedel, kaj boš rekel. On bi mogel vedeti, kako je s tem, pa ne zdaj, kaj je ta kombinacija pač iz semenarne na ministrstvo. Šalo na stran, nekje sem zasledil, mislim, da je to tudi uradno bilo rečeno strani NIJZ, da če solato dobro operemo, da potem pač, tako kot v primeru drugih stvari, ni problema. Ne? Se pravi, če bi pa sam prijel solato v nakupovalnem centru, pa težko, da bi se lahko že takrat okužil. Ne? Ali pa ne? Vsega ne vemo, ne? Vsega ne vemo, ja. Ne vemo tudi, kaj seveda se dogaja z vozniki, ne, ki vozijo to robo sem in tako naprej. No, danes je zaokrožila tudi novica, da naj bi italijanska podjetja prezaposlovala svoje delavce iz kriznih žarišč v podružnice v Sloveniji. Zdaj, hočem nekaj reči, ne. Izjemno veliko je, ker smo pač sosednje države, meje, prepustna, prost pretok in tako naprej, izjemno veliko je teh primerov, ko lahko ljudje pač prehajajo iz Italije v Slovenijo in je nemogoče verjetno vse prestreči in izmeriti vročino in opraviti potem bris in jih dokončno izločiti kot možne prenašalce virusa, se pravi, da niso okuženi. Na kak način se poleg teh, se pravi, odpovedi velikih prireditev, možnega zaprtja šol in vrtcev, sploh še da kaj storiti na tem področju? Preprečitve širjenja okužb. Jaz mislim, da določene stvari vendarle še obstajajo. Ne? Takole, kot smo zdaj, kot si rekel, prezaposlovanje ljudi v podružnice v Sloveniji. Mislim, tukaj pač res lahko država odreagira in to prepove. Zdaj, če ne moramo kontrolirati individualnih prehodov meje, dokler meje ne zapremo hermetično, ampak te organizirane stvari pa lahko. Saj danes smo tudi videli, da je celo to, kar si ti opozoril, ja. Nogometna zveza, mislim, ne, to je bizarna situacija, da še po vsem tem, kar vidimo, kaj se dogaja po svetu, po vsem tem, kar se vidimo, da se dogaja v Italiji, po vseh ukrepih, ki so jih vendarle končno tudi naše oblasti začele izvajati, se gre nogometna zveza pohvaliti s tem, da bodo pač preselili tekmo iz Vidma v Koper. Ne vem, a bojo tam gledalci ali ne, a so to mislili tudi gledalce potem sem. Ne, mislim, te stvari se pa res da preprečiti. Ja. Marjeta, vemo, ne, zdaj čakalne vrste nikoli niso bile daljše v slovenskem zdravstvenem sistemu. Kako je naš zdravstveni sistem sploh pripravljen na neko možno epidemijo koronavirusa, na širitev okužbe na večje število populacije? Ja, zdaj po današnji tiskovni konferenci smo ugotovili vlade, da imamo zdaj stopnje 1 ogroženosti. Glede na to, da trenutno čaka 77.103 nedopustno čakajočih, predvidevam, da bo to se podvojilo, to število, do konca leta. Že v tej fazi 1. Ja, zaradi tega, ker jaz domnevam, da ne bomo, če imamo recimo 100 obolelih, ki jim bomo mogli zagotavljati, se pravi, nujno zdravstveno varstvo, bolnišnično, bojo mogli v bistvu preusmerjati iz teh elektivnih posegov, torej teh načrtovanih, bojo mogli to odpovedati in ljudje ne bojo prišli do nenujnih zdravstvenih storitev, ker bomo kapacitete za bolnišnice tako. Kar je danes minister Šabeder napovedal, se pravi, da bojo samo še nujne medicinske posege pač upravljali v bolnišnici Novo mesto. Ne? Glede na to, da bi tle poudarila, da so se na nacionalni ravni zelo sprenevedali glede okužb v Italiji in glede, se pravi, nenadzorovanega potovanja sem pa tja, med drugim verjetno tudi kakšni iz ministrstva so tudi smučali v Italiji, verjetno je bil to ta glaven razlog. Je še toliko večji problem, ker nismo zagotovili zdravstvenega varstva našim ljudem, ki so, se pravi, zdravnikom, policajem, tem ljudem, ki so najbolj danes
ali pa jutri izpostavljeni. A ne. No, lej, če se spomnimo prejšnjo oddajo, ne, smo povedali zelo konkretne številke. Ne. Pač statistika, ki jo vidimo v svetu, predvsem iz Kitajske, pove, da 20% ljudi potrebuje intenzivno zdravljenje, vključno z podporo z aparatom za dihanje. Takrat smo rekli, da če bo 1000 okuženih recimo v Sloveniji, to pomeni, da bo 200 ljudi potrebovalo intenzivno zdravljenje. To je pa po moji oceni tudi število postelj, ki v tej državi so in so seveda vedno zasedene z drugimi kritično bolnimi. No in zdaj, kaj se dogaja recimo v sosednji Italiji, to smo danes lahko videli. Danes smo videli, da se potreba po intenzivnih posteljah v zadnjih dneh v Italiji povečuje po 100 do 200 na dan. In kar je še bolj grozno, prve informacije iz teh bolnišnic prihajajo, da so zdravniki postavljeni pred dilemo, ali tega človeka intubirati ali ne, ali je prestar, ima preveč drugih bolezni, se pravi, ima manj šans, mogoče mlajšega skratka, to so popolnoma neetične dileme, pred katere pa so praktično postavljeni kolegi v Italiji zaradi nepripravljenosti sistema in zato jaz govorim že 3 tedne, te številke ponavljam, pa govorijo, da smo da paniko sejemo. To so praktične stvari, ki se lahko zgodijo čez nekaj dni tudi pri nas in ali si želimo, da je slovenski zdravnik postavljen pred dilemo, ali bo intubiral mojega prijatelja, ki je star toliko kot jaz, ali mojo babico, ki je stara, ne vem, čez 90 let, če pač oba prideta s to potrebo v bolnišnico. Jaz mislim, da je to katastrofa pred nami in je neizogibna. Ja, to so grozljive stvari, ne? Zdaj, jaz bi še nekaj želela povedati. Smo država z najmanjšim številom zdravnikov na prebivalca. Ne? Zdaj, Kitajska ima ogromen, Italija, mi se sploh ne zavedamo razsežnosti problema, kaj če nam oboli zdravstveni kader, kdo nas bo zdravil. To je absolutno izjemno pomemben dodatek temu, kar sem prej rekel. Seveda, v te kapacitete ne štejejo samo fizične kapacitete, to pomeni postelja, električni priključek, ampak osebje, ki je zaposleni. A veste, vi imate recimo na tisoče medicinskih sester, ki bodo prve, ki pač morajo ne samo v intenzivnih enotah, tudi na urgencah ali pa na navadnih oddelkih. One so bistveno dlje v stiku z bolnikom vsak dan kot zdravnik, pa nimajo osnovne zaščitne opreme, po mojem, to osebje, teh nekaj tisoč ljudi, ki bojo prva fronta, nima za več kot nekaj dni zaščitne opreme. No, vse to je danes tudi zdravniška zbornica ponovno opozorila, da zdravniki ne vedo, kako se zaščititi. Ne? Zdaj, Blaž, ti si zdravnik, nisi infektolog, ampak kako je mogoče, da v eni Sloveniji v 21. stoletju se že zdaj 14 dni najmanj pogovarjamo o tem, da zdravniki ne vedo, kako se zaščititi, medtem ko vrh ministrstva in direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje odgovarjata, da vse vedo, kako se zaščititi. Mislim, zdaj tukaj je tako, tukaj gre malo za, morate razumeti, da malo je pač predvolilna kampanja za predsednika zdravniške zbornice. Ja. Mislim, da je sicer reakcija dr. Čebašek Travnikove absolutno na mestu, ker zbornica in ceh si seveda ne more pustiti soliti pamet strani nekega direktorja hortikulturnega podjetja brez kakršnega koli, ne samo znanja, ampak tudi občutka do tega problema. Mislim, da je javno rekel, pozval, da poziva zbornico, mislim, to je bila katastrofalna izjava in je popolnoma pravilna reakcija z dr. Čebaškove z tem, kar je danes napisala. Je pa dejstvo, da si pač ne moramo s tem umiti roke in reči, ne vemo, kako se zaščititi. No, se to me zanima zdaj, Blaž, ali nimamo teh sredstev ali res ne vemo, kako se zaščititi? Ne, mi jih nimamo. Zdravniki seveda vemo, kako se zaščititi, če ne druga, pa lahko pogledamo na internet, se nismo neka izolirana enklava nekje sred Severne Koreje, saj imamo dostop do vseh podatkov, vidimo, kakšen tip mask je potreben, kakšni skafandri, je pa drugo vprašanje, ali jih imamo. Jaz mislim, da ne tako, kot nimamo nič v sklopu splošne nepripravljenosti, ker smo zamudili najboljši možen čas in smo se delali, ne vem, kot da se nekaj dogaja samo daleč na Kitajskem, se pa pred našimi vrati. Ja, danes je bilo objavljeno med drugim tudi to, da bomo se pridružili skupnemu javnemu naročilu evropskemu in naročili, pozor, 500 000 zaščitnih mask. Ne? Zdaj, jaz sem popoln laik, ampak pri 2-milijonski populaciji, ko mi nekdo reče, da bo 500 000 zaščitnih mask naročil, zastrižem z ušesi. Ne? Prvič zato, ker se mi zdi to grozljivo visoka številka, drugič pa zato, ker še vseeno znam zračunati, čeprav sem FDV-jevc, da še vseeno ostane potem 1,5 milijon ljudi brez teh mask. Ne?
Mislim, Kaj treba, to pomeni? pri maskah je treba vedeti Ja. nekaj. Ne? Pri maskah je treba, Niso skozi, ja. mi ne moramo kar tako govoriti kar o nekih maskah, Ja. ampak moramo imeti točno določene maske, to se pač ve. Okay, ampak recimo, da te maske dobimo, kaj se bo pol dogajalo? Bomo vsi nosili ali bojo to nosili samo zdravstveni delavci, tisti okuženi? Zdaj ne Kako vem, bo s kaj tem? bo to skupno naročilo predstavljalo, katere vrste maske bojo. Ne? Mislim, to sploh nismo dobili eksaktnih informacij. Bi pa še to rekla, ne? Če se je minister v odhajanju odločil, da bo kontriral zdravniški zbornici, bi bilo v tej situaciji, kot se zdaj dogaja, ne, kot pred vrati pandemija ali pa epidemija, to lahko počel za zaprtimi vrati, stran od oči javnosti. In to mislim, da je največji problem, mislim, da razglabljajo, ne, v tem trenutku, ki se dogaja. To bi ga mogli razčistiti že zdavnaj prej, ne. No, pa to je pričakovana klasična slovenska reakcija. Ne? V Sloveniji nihče nikoli za nič ne odgovarja. In potem, ko pride do kritične točke, ko stvari pač ne moreš več skrivati, so dovolj evidentne, se začne prelagati odgovornost en na drugega. Je pa treba tukaj tudi poudariti še nekaj. Ne? Ta zamujen čas ima za sabo zelo vsebinske posledice, ki si želim za pač slovenske državljanke in državljane, da se ne bodo zgodile. Če pa se bodo, bo pa tukaj nekdo mogel biti klican na kazensko odgovornost zaradi opustitve dolžnega ravnanja ob pravem času, na prav način in v pravih razsežnostih. Ampak zdaj več čas se mi zdi, se vrtimo okrog enega vprašanja. Ne? Imamo na eni strani pač nekatere, med drugim tudi vajo, ki opozarjata na resno situacijo, na drugi strani imamo pa velik del tudi nekih mnenjskih voditeljev, medijev, konec koncev tudi odgovornih na ministrstvu, na inštitutu in tako naprej, ki pravijo, nobenega razloga ni za paniko, panika je hujša od virusa, ne? Vi ste panikarji, ki širite paniko. Kako je zdaj s tem? Mislim, kar zdaj mre. No, jaz sem danes poslušala izkušnje sosednjih Italijanov, ne. So mi povedali, kako grozen je, ko se počutijo v karanteni, kako grozen je, ko ne morejo 16 milijonov ljudi. Ja, kako se, pa imajo različne stopnje, ne, niso vsi v popolni, pa delno. In tle bi upozorila, da v bistvu ti moraš tudi prebivalce z resno mimiko, z resnim nastopom, dovolj empatije razložiti, da ta situacija, ki se nam lahko zgodi, ne panično, ampak se nam lahko zgodi, ker se je zgodila in se dogaja pri sosedih, bo imela neke posledice in moraš na to pripraviti. Dvomim, da smo mi pripravljeni se ne gibati. Se si ne predstavljamo, kako je biti v karanteni. Ja, to tako šele kot na potem Kitajskem, ko ugotoviš. so zavarili vrata blokov, to verjetno pri nas ni sprejemljivo. No, verjetno, da ne vem. Se tudi ne vem, kako načrtujejo, a ne, ta v bistvu njihov zajezitev. Ne? Zakaj širimo paniko, Blaž? Mislim, jaz mislim, da nekateri posamezniki, zdaj če pač ocenjujem Twitter, je verjetno to smo vsi tukaj prisotni, poleg nas pa še ne 7 ljudi, torej manj kot 10 na prste preštet, smo, ki se recimo na to pomislili in se s tem mogoče ukvarjamo ali pa imamo nek drugačen moralni čut, kompas, smo začeli pač po svojih zmožnostih iz različnih koncev na ta problem opozarjati, a ne? Zdaj, seveda, dokler ti nimaš prvega primera potrjenega, ne, pa potem drugega, pa 10., pa 100., do takrat smo bili seveda vsi paničarji, ampak če gledamo odzive na Twitterju, ne, najprej je bilo največ teh tako imenovanih trolov, torej nekih pogumnežev, ki pod psevdonimi rušijo pač to, kar nas je nekaj trudil, so potem čudežno ob prvi potrditvi izginili. Ne. Prej so govorili, ne, Mrevle, nimaš prav, ne, pa delaš paniko, pa si, ne vem, ko smo opozarjali, da bo prvi primer potrjen na dan imenovanja novega mandatarja, so pač to začeli vleči v neke politične debate. V bistvu je šlo pa za bolj ali manj pač matematiko in točno tako se je tudi zgodilo. Zdaj, a za tem stoji kakšna teorija zarote ali ne, morajo bolj odgovoriti a ne, na ministrstvu oziroma politiki, to jaz ne vem. Ampak dejstvo je, da če bi mi ta prave ukrepe potegnili še prej in bi danes imeli učinke še večje, bi nas verjetno imenovali še za večje paničarje. Ampak mene to ne moti. Važno je, da so pač bili obvarovani ljudje in da so še zdaj čim bolj.
Prav, najlepša hvala magistrica Marjeta Kuhar, dr. Blaž Marve za vajine današnje komentarje. Drage gledalke, gledalci, to je bil Ne se zajebavati z virusom 408. Faktor na TV3. Glejte nas v živo spet jutri, ko bomo komentirali korupcijo na Vrhovnem sodišču, primer logotip in razveljavitev oprostilne sodbe Milku Noviču. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo se okuži.